bom čisto na kratko povedala tole našo novo definicijo. Torej, kot nov odgovor na družbene potrebe ali izzive, s katerimi se srečujemo v državah, ki so v območju Alp, in to ne glede na naravo teh inovacij, torej lahko so tehnološke, lahko so v obliki storitev ali je to nek nov način uporabe. Pomembno je, da je sodelovalni pristop in odnos, ki vključuje vse upravičence, uporabnike in prizadete deležnike. Prav tako pa želimo, da ima pozitivni, trajnostni in merljiv učinek. Zdaj bom pa začela ponovno deliti ekran. Torej, mi smo v prvem terminu, se pravi danes, jutri in pojutrišnjem se bomo srečevali in o tej definiciji, ki sem jo ravno povedala, bomo še mogoče malo kasneje govorili v nadaljevanju. Zdaj bi mogoče na kratko nakazala, zakaj smo danes tukaj in kaj je cilj tega našega druženja. Namreč sodelavci na projektu ASIS verjamemo, da so družbene inovacije odgovor na skupne družbene izzive. Torej, ti družbeni, socialni, ekonomski in okoljski kontekst alpskega prostora poudarjajo različna vprašanja, ki so povezana s postopnim staranjem prebivalstva, potrebo po povečanju zmogljivosti malih in srednjih podjetij, prav tako velikih, torej da se odzovejo na globalizirano gospodarstvo, nujnost izboljšanja življenjskih razmer na urbanih območjih, priložnost za izboljšanje upravljanja v javni upravi, povečanje povpraševanja po mobilnosti in seveda tudi eden izmed izzivov trajnost prometnega sistema. Danes pa seveda smo tukaj, recimo, da je namen in cilj tega, da se na nek način spoznamo, da spoznamo trenutno stanje družbenih inovacij pri nas, da morda, če se kdo najde v tej vlogi, postane tudi ambasador družbenih inovacij, če to že mogoče niste. Potem, da to novo vizijo klasične inovacije, ki je družbena inovacija, morda malo bolj poosebimo, da spoznamo orodja, s katerimi razvijamo in podpiramo družbene inovacije, da najdete v vsem, kar bo povedano, tudi inspiracijo v nekih konkretnih primerih, ki že obstajajo, tako pri nas kot v alpskem prostoru. Torej, da začnete morda tudi, če že ne, ali pa da nadaljujete s podpiranjem tovrstnih inovacij v svoji organizaciji, v svojem okolju in svoji regiji, ter torej to je neka zadnja stopnja, da začnete tudi razmišljati ali razvijati nek akcijski načrt za izvajanje strategije družbenih inovacij v svoji organizaciji, regiji ali mestu. Torej, to so zelo ambiciozni cilji, zato smo v procesu oblikovanja vsebin in nagovarjanja akterjev javne uprave poiskali tudi partnerje, ki so se seveda prijazno odzvali in nekateri so danes tudi z nami, drugi bodo še v naslednjih dneh. Torej, Ministrstvo za javno upravo in projekt Inovativen.si, njihov vodja Matija Kodra je danes z nami in nam bo tudi na kratko predstavil ta zanimiv projekt. Inštitut IRDO in njena predstavnica Anita Hras bo z nami v četrtek, Razvojna agencija Kozjansko prav tako, gospa Lenka Puh iz E3 skupnosti se nam bo predstavila jutri, gospa Maja Novak iz Global Disruption bo izvajala z nami Policy Lab, gospa Simona Roškar pa nas bo aktivirala še danes. Samo da povem, da ob zaključku 3-dnevnega izobraževanja prejmete tudi certifikat, ki je sicer simbolične narave, vendar vseeno upamo, da boste tekom teh 3 dni, ko bomo skupaj torej se počutili dobro in da bodo te vsebine, ki jih bomo obdelovali, doprinesle k vašemu delu in prihodnjim projektom dale morda še dodatni smisel, motivacijo in morda tudi kakšna nova orodja. Torej, čisto na kratko, glede na to, da smo že večkrat šli skozi to vsebino, pa vseeno, da preletimo, kaj nas čaka v teh 3 dneh. Torej, danes vizija nova vizija inovacij, v naslednjih dneh pa torej, kako lahko bolje podpremo razvoj družbenih inovacij in
kako lahko merimo njihov učinek. Torej vsak dan bo nekako se začelo z teorijo, lahko rečemo temu, potem se predstavi neka dobra praksa in v zaključku smo aktivirani, da sami doprinesemo neko vsebino oziroma da delamo v nekem vodenem procesu. Torej, zelo pomembno je, da se dogovorimo, kako se nekako ne vedemo, ampak kako bo najbolje delovalo to naše druženje, tudi iz stališča tehnologije. Torej, da lažje komuniciramo, vas lepo prosim, če tisti, ki ste aktivno z nami, imate vklopljene kamere, da vemo, da ste z nami. Seveda, če greste, vam kamera ne deluje, seveda ne, ampak torej, da vemo, seveda jo izklopite, če se iz kakšnega koli razloga niste aktivni, ali imate telefon, ali morate kam skočiti, no. Potem mikrofon, seveda, ko nekdo predava, imamo izklopljen, med predavanji lahko seveda zapisujete vprašanja in komentarje v chatbox, v času odprte diskusije pa potem klopite mikrofon, ko dobite besedo, sicer je pač proces zelo moten. Tudi bi vas prosili, to je samo za namen projekta, torej da v chatbox napišete svoje polno ime oziroma vsaj organizacijo, ker to je namesto liste prisotnosti, ki jo uporabimo za namen poročanja na projektu. Če iz kakršnega koli razloga seveda tega ne želite, ni potrebno, vas pa prosim, da tisti, ki nimate pomislekov v to tudi storite. Prav tako bomo predavanje snemali, nekateri se namreč ne morejo udeležiti v živo, pa bi želeli spremljati te vsebine. Prav tako bo to prišlo prav, namreč včeraj zvečer je gospa Zdenka Kovač sporočila, da je imela nujni poseg, tako da se nam na žalost ne bo mogla torej pridružiti danes svojim prispevkom, kar pa bomo nadomestili, torej ko bo lahko prispevala ta svoj del v naslednjem terminu in vam bomo poslali torej njen videoposnetek. Danes po predavanju pa vseeno prejmete njeno prezentacijo in to vsebino, ki bi jo danes odpredavala. Tako da bomo tudi to našo agendo čisto malenkost spremenili, torej po prvih 2-3 točkah bomo naredili kratek 10-minutni odmor, potem pa do konca delavnica. Bi pa zdaj predala besedo gospodu Matiji Kodra iz Ministrstva za javno upravo, ki bo predstavil projekt Innovativen.si in verjetno tudi sebe. Tanja, najlepša hvala. Pozdravljeni, z večino od vas smo se že videli. Vidim tukaj tudi naše ambasadorje, člane inovacijske skupnosti. Za tiste, ki se pa še ne poznamo, moje ime je Matija Kodra, prihajam z Ministrstva za javno upravo, kjer v bistvu sem vodja projekta Innovativen.si. In na eni strani sem zelo hvaležen Tanji, da smo se tukaj tudi ujeli, ker veste, najbolj pomembno v vseh teh zadevah je, da se naredi ekosistem. Tukaj danes bomo govorili o teh družbenih inovacijah, verjetno ste že velikokrat slišali o samih inovacijah. In jaz sem nekaj let nazaj na kongresu kakovosti takrat predaval o zadevah, kaj je to v bistvu sploh inoviranje oziroma kaj to sploh inovativnost je. In v tem primeru tukaj sem dal 7 mitov, sem takrat, če kdo bil tega, če se spomnite, lahko date tudi palec gor, tisti, ki se spomnite, no, da se še tukaj malo povežemo. Takrat smo govorili o tem,
družbene inovacije seveda še niso imele, bi rekel, lahko svojega imena ali pa podimena. Zdaj boste videli danes tudi na predavanjih, da družbene inovacije so v bistvu nadpomenka tehnoloških inovacij. In v preteklih letih smo mi to večinoma enačili samo inovativnost s tehnologijo, nekimi razvoji, z vesoljskimi tehnologijami, z naprednimi električnimi avtomobili in podobno. In zdaj tukaj se je pa potem skozi leta, zdaj kasneje se je pa spoznalo oziroma se je videlo, koliko pomembne so te družbene inovacije. Zakaj? Ker živimo v kompleksnem okolju, ki ima ogromno število izzivov. In ponavadi je bilo tako, se pravi, nekompleksno okolje, nekako implementiraš neko rešitev, ki reši ta problem. Problem kompleksnih zadev pa je, da so med seboj zelo povezane in prepletene. Kaj to pomeni? Da v bistvu z eno rešitvijo ne rešimo konkretno tega problema ali pa izziva, ampak obenem še vplivamo na 100 drugih različnih področij in včasih lahko tam bistveno poslabšamo situacijo, kar pomeni, da ena rešitev ne reši enega problema. Se pravi, moramo iskati res rešitve v dialogu, ne parcialno znotraj enega sektorja, ampak seveda z večjimi. No in zdaj, da se vrnem na to, gospa Tanja nas je takrat zaznala, da tudi obstajamo, kakorkoli, in sem zelo vesel, da smo se tukaj povezali, zato ker samo ekosistem med vsemi organizacijami, ki se trudijo na teh področjih, ali je to iz privatnega sektorja, ali je to iz javnega sektorja, ali je to iz akademske sfere, raziskovalne sfere, tvori ta ekosistem. In samo skupaj bomo lahko te stvari nagovarjali. In danes boste verjetno dobili povabilo, da lahko postanete tudi ambasadorji teh družbenih inovacij. Nekateri ste pa že pri nas ambasadorji same inovativnosti. In to je v bistvu, to so vzporedne zadeve, ki so zelo pomembne, da se v bistvu zaznajo in ne podvajajo. In tukaj smo lahko močnejši samo takrat, ko smo skupaj. Zato se pravim, je zelo pomembno to povezovanje. Zdaj sam projekt Innovativen.si, kako je umeščen tukaj, zdaj tukaj ne bi šel ravno v detajle, zato ker se pravim, z večino od vas se že poznam, bi pa tukaj spomnil še na eno zadevo. In sicer na deklaracijo inovativnosti, ki smo jo podpisali leta 2019 in ki nekako predstavlja 5 temeljnih stebrov, ki naj bi se jih v bistvu lotile države, ki so podpisnice tega. Kdo je pripravil to deklaracijo? Pripravili smo države pod okriljem OECD-ja in do zdaj jo je podpisalo 31 držav. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da da smo se zavezali, da se bomo inovativnosti lotili na bolj sistematičen način. Ker vi se morate zavedati, da inovira se vsak dan, zato ker nas situacija sil. Se pravi, tudi zdaj ta epidemija in podobne stvari nas silijo, da se jutri obnašamo drugače kot danes. Zdaj, če smo pa mi pripravljeni na to, če imamo mi ljudi, se pravi ekosistem, ki znamo in orodja in znanja, je pa to bistveno drugače, ker mi lahko vnaprej določene stvari predvidimo in se bistveno bolj potem odzovemo na te stvari, kot sem rekel. In zato je to ključno, da v bistvu dobivate znanja, kot so takšna, recimo Akademija družbenih inovacij, naše inovacijske skupnosti in podobno, zato, da smo opremljeni z novim znanjem in veščinami in vemo, kaj se dogaja in kako se na to odzvati. In sem res zelo vesel, da se o tem vedno več govori. Moram pa reči, da tudi v okviru naših rednih srečanj, ki jih imamo, to postaja v bistvu res taka, bi rekel, zelo vroča tema. Se pravi, to sodelovanje, sokreiranje. In trajnostnih rešitev ni brez vključevanja res ključnih deležnikov oziroma vseh tistih, ki so vpleteni, s tem, da oni vidijo celo sliko. To se zdaj nekako sestavlja. In da se vrnem nazaj na deklaracijo. Deklaracija ima 5 stebrov. Prvi steber je, dajmo pripeljati finance in politično podporo na posamezno delovno mesto vsakega javnega uslužbenca, ki to dela. Se pravi, dajmo ga podpreti. Tako, se pravi, strokovno, kot tudi politično in finančno. Druga stvar je, dajmo mu možnost, da začne delati na drugačen način. Se pravi, da ne dela tako kot zdaj, se pravi, ker tudi problemi so popolnoma drugačni, kot so bili 20 let nazaj. Se pravi, dajmo mu možnost, da eksperimentira, da uvede te nove metode in orodja tudi v svoje delovno mesto in da ima možnost tudi narediti napako. Veste, ker inovativnost je bistveno drugačna kot kakovost. Kakovost je izboljševanje določenih stvari, inovativnost je pa v bistvu iskanje nekaj novega ali drugačnega. In tukaj dostikrat naletimo na to, da ideja, ki smo imeli, v praksi ne zaživi tako, kot smo si mislili. In to je čisto okej. Saj veste tudi, 97% podjetnikov propade v prvih 2 letih, ampak se trudijo, delajo.
In tukaj je zelo pomembno, no, da si dopustimo te napake, da se znamo učiti iz njih, in da to ob napaki nekako ne čutimo krivde. To je ta tisti problem, ki ga v bistvu imamo verjetno še iz otroštva in tako naprej. Okay, v teh stvareh zdaj ne bi šel globoko, ampak ta krivda je problem. Dejstvo pa je, da napaka je lahko priložnost za izboljšavo, no, in naučiti se je treba. No. Napako je treba imeti kot to. Tretja zadeva je, seveda, znanje jim je treba dati. Znanje jim je treba pripeljati na to delovno mesto oziroma za te stvari, ki jih dela. Četrta stvar je to, kar sem že rekel, to je ta podpora, da se v bistvu mrežimo in družimo, da sodelujemo. Brez tega enostavno ne moremo dosegati trajnih in dobrih rešitev na dolgi rok. Ne moramo napisati takega zakona, da bi ga res ljudje potem v praksi izvajali in to recimo z dokaj visoko stopnjo, rečemo temu, strinjanja, no, nam rekel ne strinjanja, zato se strinjajo, pač ja, ok, razumem, to je dobro za javno dobro in to bom tudi delal. In zadnja stvar je pa ta spodbujanje potem teh dobrih in slabih praks. To je tudi ena izmed zelo pomembnih zadev, se pravi, da se mrežimo, ko se mrežimo in da se tudi povemo in dobre in slabe prakse in s tem lahko tudi napredujemo. Zdaj inovativen.si ima tudi podobno, ima 5 stebrov. Prvi steber so izzivi, ki jih rešujemo z organi. Z nekaterimi izmed vas smo že tudi kakšnega uspešno rešili. Druge pač tudi redno pozivamo, da če ga imate, ga nam prijavite. Druga stvar so pa ta usposabljanja. In letos imamo mi prenovljen program. Začenjamo z aprilom in tukaj mogoče je povabilo, ker so res ta predavanja oziroma usposabljanja so bila že kar zelo hitro razprodana, ker smo jih samo takrat omenjali. To je Nastja bo z nami in sicer 6 klobukov, tokrat licencirano. Tako da tukaj imamo omejeno število mest, tako da to se začenja z aprilom. Potem imamo pa še 11 modulov, od gospoda Janija Prgiča, ki je bil z nami nazadnje, in Aleksandra Zadela in tako naprej. Zelo pomembna je ta naša inovacijska skupnost. Zakaj? Zato, ker v bistvu to znanje potem kroži in danes, verjetno ste zaznali, da je danes še en vzporedni dogodek danes poteka z nami, sicer je 13. srečanje inovacijske skupnosti, ker imamo prav sorodno temo, Tanja, kot je tukaj, Participatory Policy Making. In sicer gostimo predstavnike Innovation and Research Department, se pravi z Evropske komisije. Gre pa za v bistvu prvi neformalni dogodek v okviru predsedovanja Slovenije, ker mi bomo imeli oktobra, bomo imeli konferenco inovativnosti, kakovosti in boljše zakonodaje in seveda bomo povabili vse partnerje, ki smo jih tekom let že zaznali in seveda tudi gospod Tanjo z vsemi sodelujočimi. Tako da, zadnji steber, da ne bom predolg danes, vseeno, so pa te mednarodne aktivnosti in tukaj mogoče bi še eno stvar povedal, ki je v kontekstu današnjega tudi dogodka. Inovativnost, seveda, ok, rekli smo, so eksperimenti, so napake, je več neznanega in prav je tako. Se pravi, gre za neko disruptive okolje, se pravi, neko nepredvidljivo okolje in tako je. Se pravi, moramo biti na to pripravljeni. Ampak, in tukaj je tretji dan temu posvečen. Se pravi, zdaj, če smo dali prvega, da moramo sodelovati, drugega, da moramo imeti ten policy lab, tudi to je ena zelo zanimiva zadeva, ki je tudi nekako vizija projekta Innovativen.si v naslednji finančni perspektivi. In tukaj verjamem, da se bomo tudi za partnerji, kot so tukaj omenjeni, da se bomo povezali in skupaj to kreirali. Pridemo pa na ta tretji del in to je pa merjenje. Merjenje vse neke učinkovitosti. In ko se merimo, se lahko izboljšujemo, ker vemo približno, kje imamo v bistvu določeno energijo, ki zastaja oziroma, ki lahko se izboljšamo. In tudi vidimo, kje v družbi oziroma na organih, zdaj, če delamo z raziskavo, ne samo za posamezen projekt, lahko delamo tudi recimo inovacijski barometer, je ena taka zelo zanimiva zadeva, ki jo imamo, ki merimo inovacijsko zrelost, vidimo, kje dejansko je stvar bolj razvita in kje so lahko tisti ambasadori v pravem pomenu besede, da lahko potem prenašajo znanje, izkušnje, motivacijo in energijo tudi navzdol. In mi smo 2 leti zapored, smo zdaj že merili to inovacijsko zrelost in smo imeli
Tri dejavnike smo, no, 3 dejavnike znotraj tega smo bili. Se pravi, merili smo procese, koliko so procesi pokriti z inovacijskimi metodami, orodji in tako naprej. Vodstvo, ne, posebej pa zaposleni, no, tako da smo to razdelili. Ne, in se je pokazalo, da nek napredek se je zgodil v teh 2 letih, predvsem pri zaposlenih. Se pravi, zaposleni so en ključen, energijo imajo veliko, ne, vodstvo je pa še zmeraj zelo rigidno, no, tle v Sloveniji. Ne. Se pravi, nekako vodstvo hierarhično še zmeraj rado vodi, odloča, ne pušča teh vajeti in tako naprej, procesi pa tako. No, v glavnem lansko leto, konec leta smo se pa povezali z Norvežani, ki so nas povabili, da bi bili člani Copenhagen Manual. No. To je pa prav ta Innovation Barometer, tako da letos, ko bomo spet merili aprila, bomo še prej sklicali tudi ambasadorje, da skupaj predebatiramo. No. V glavnem imamo pa zdaj mednarodno primerljivo zadevo, kar pomeni, da je podobna, kot je bila prej, se pravi, nismo dali tistih vprašanj ven, se pravi, da bo primerljivo, no. To je zelo važno, da je skozi leta primerljivo. Smo pa v bistvu zdaj dodali ta vprašanja, ker gremo pa malo bolj globoko v inovacije. Se pravi, kako ste prišli do njih, tisti, ki ste inovirali, do teh novosti, izboljšav in tako naprej. Kaj sploh je inovacija, še enkrat povemo. In kako se je v bistvu skomunicirala in tako naprej. No, tako da je res ena zanimiva zadeva, ki vidimo v pogled, dobimo potem tudi v organe, lahko jih primerjamo organe med sabo, oddelke med sabo, notranje organizacijske enote med sabo, potem pa tudi ožjo državno upravo, z širšo državno upravo in z raznimi agencijami. Tako da, res me veseli, no, da smo danes tukaj. Jaz danes sicer ne bom tukaj, ker sem se prijavil na drugi termin. Tako da, ker moram iti na tisto naše srečanje, 13. inovacijsko skupnost. Zelo lepo vas pozdravljam, zelo lepo vas je videti. Zelo vesel sem, da čutite to potrebo, no, da zveste še veliko več o teh zadevah. In tako, kot je Tanja že rekla, ja, zelo ambiciozno, se pravi, da boste že kar znotraj organov strategijo pripravili in to izvajali, absolutno se strinjam in podpiram. Mislim pa, da še prej, no, nas čaka pa tudi na državnem nivoju, no, ena strategija, no, ki bi mogla to inovativnost narediti, no, in tudi tukaj se bomo absolutno trudili, no, seveda skupaj z vami. Tako da, jaz vas vse lepo pozdravljam, Tanji se zahvaljujem za povabilo, lepo se imejte danes, naučite se veliko. In mi se pa vidimo z nekaterimi zelo kmalu. Tanja, mi se pa vidimo itak v drugem terminu takrat, ko se bom lahko udeležil vseh 3 terminov. Hvala lepa. Super, najlepša hvala za prispevek. In ja, mislim, da tu gremo kar v obe smeri, kar se tiče hvaležnosti in zadovoljstva, da smo se našli. Tako da to sodelovanje zelo upamo, da se bo še nadaljevalo. Danes bi pa tudi jaz malo za začetek govorila o teh pojmih, ki jih toliko v tem času oziroma vsaj v našem projektu uporabljamo. In ti pojmi, kot sem že prej omenila, imajo v slovenščini nek drug prizvok, kot pa v drugih jezikih, predvsem v angleščini, v katerem je večina te literature. Ti pojmi, ki se ves čas pojavljajo v naših dokumentih, imajo različne interpretacije, torej zaradi različnih prevodov in množice akterjev, tudi geografskih prostorov, kjer se pojavljajo, in so razumljeni glede tudi na lokacijo, torej na lokalni razvoj družbenih inovacij in družbenega oziroma socialnega podjetništva. Kot sem že rekla, vidite, da se tu že vse ustavi v prevodu, torej angleška beseda social, ki se v veliki večini primerov v Sloveniji prevaja kot socialen in ima ravno zaradi tega nekoliko negativen prizvok. Torej mi v projektu ASIS ali JAS ali mi v tem ekosistemu govorimo o družbeno koristnem ali o dejavnostih, ki so v dobrobit družbe, torej nekaj, kar ustvarja pozitiven družbeni učinek. Zato želimo, da se pač v slovenskem jeziku nekako začne ali pa tudi prime ta termin. Torej, če samo pogledamo nekaj primerov definicij, na primer definicija Evropske komisije pravi: družbene inovacije so nove ideje, ki ustrezajo družbenim potrebam,
ustvarjajo družbene odnose in tvorijo novo sodelovanje. Te inovacije so lahko izdelki, storitve ali modeli, ki učinkoviteje obravnavajo nezadovoljene potrebe. V našem zakonu, recimo slovenskem, o socialnem podjetništvu, pa omenjajo socialne inovacije kot rešitve za družbene potrebe in težave, pri katerih trg in javni sektor nimata odgovorov. Torej, tu imamo kar veliko delo, če tako veliko vrzel želimo zapolniti, in večinoma, kot rečeno, gremo tu bottom up, se pravi, večinoma so to neke civilne iniciative, nevladne organizacije, posamezniki, ki se lotevajo teh projektov, recimo. Torej, v projektu ASIS govorimo o družbenih inovacijah kot novem razmisleku o inovacijah. In ena naših glavnih akterk v projektu oziroma gospa, ki je zapisala glavno idejo projekta, pravi, da nov način za razmislek o prihodnosti inovacij je vključitev meril družbenih inovacij, vse oblike inovacij. Torej, nova vizija inovacij, vsaj za alpski prostor, želimo pa tudi širše, so družbene inovacije, torej inovacije, ki skupnim pristopom in s pozitivnim, trajnostnim in merljivim učinkom, ki odgovarjajo na družbene in okoljske izzive. Družbene inovacije lahko odgovorijo na glavno vprašanje, torej kako naj se inovacije v prihodnosti spoprimejo z družbenimi izzivi v alpskem prostoru. Javne politike in posredniške organizacije bi morale odpraviti ovire med različnimi oblikami inovacij in gospodarskimi sektorji ter povezati inovacije z družbenimi izzivi. Torej, mi verjamemo, da družbene inovacije so lahko odgovor na nekatere glavne gospodarske, socialne in okoljske izzive, s katerimi se soočamo vsi in ves planet. Obstaja kar nekaj vizij novega, bolj trajnostnega, pravičnega in enakovrednega sveta. Torej, ta naša je le ena dodatna, ki smo jo ustvarili, in teh nekaj korakov, za katere mi menimo, da bi bilo možno, da se približamo tej novi ideji. Že prej sem omenila to našo novo definicijo, tukaj le zraven pa je videti še en diagram, s katerim lahko vsak, ki ima neko novo idejo ali nov podjem ali projekt, postavi ta projekt znotraj tega diagrama in vidi, torej po določenih kazalnikih, ali je to družbena inovacija ali ni. Precej enostavno se da določiti, glavne komponente pa seveda so, da mora biti čim bolj, seveda, čim več deležnikov vključenih, ki med seboj seveda sodelujejo in so opolnomočeni, njihov glas je slišan, in seveda to sodelovanje mora prinesti nek pozitiven družbeni učinek. Torej, če smo desno zgoraj, smo globoko v družbeni inovaciji, bolj kot smo levo spodaj, bolj smo v nekem tradicionalnem načinu delovanja ali pa starem, bomo rekli. Tu smo zdaj pri tem, kar je že tudi Matija omenil, te neke nove vrednote, sodelovanje, to je ponovno stvar prevoda, tam je bil en komentar, lahko tudi v par minutah imamo debato na to temo, če želite. Torej, na podlagi dvoletnega nekega procesa in dela na projektu in ocen, ki smo jih naredili, ter prispevkov, ki smo jih dobili s strani strokovnjakov, ki so se udeležili naših mednarodnih posvetov, delavnic in delovnih skupin, smo nekako prišli oziroma predlagamo, da družbene inovacije v javnem sektorju sprejmejo, ali pa ne samo v javnem sektorju, ampak tudi nasploh, sprejmejo nek nov sistem vrednot. Torej, vidimo na levi neke stare vrednote in na desni neke nove vrednote. Torej, javni akterji so priznani kot poroki splošnega interesa
in tudi mnogi zasebni akterji aktivno in učinkovito sodelujejo pri ustvarjanju družbenega učinka in pri tranziciji družbe, ne glede na to, ali so organizirani v združenja, zadruge, podjetja, ali pa so v narekovajih zgolj državljani, pač so aktivni državljani. Torej, mi verjamemo, da je napočil čas, da se ta dva pola zbližata, da vzpostavita odnos zaupanja in da stketa neko pragmatično sodelovanje. Torej, ne samo zaradi potreb, da delujemo dejansko drugače, na bolj pragmatičen in kolektiven način, ampak tudi, da se odzovemo na vse te večje, lahko rečemo in smo iskreni, neko nezaupanje državljanov do javnih institucij. Torej, javni akterji so ali pa smo na poti k resničnim spremembam paradigme in vrednostnega sistema in drže. In torej ta stari svet se postopoma spreminja k načelom, kot so, zdaj bom rekla po angleško torej collective, cohesion, cooperation, ki se potem prevaja k nam, da delujemo kot kolektiv, sodelujemo, soustvarjamo in pa seveda smo tudi soodgovorni. Namesto gospe Zdenke, ki se je včeraj zvečer oziroma dokončno še danes zjutraj opravičila, ker, kot sem na začetku rekla, je imela včeraj zjutraj urgentni poseg, sicer pa bi z nami delila res dolgoletne izkušnje dela v javni upravi na vseh ravneh, namreč bila je aktivna lokalno, regionalno in bila je tudi ministrica, torej bi z nami delila in nam dokazala, da so tudi politiki lahko družbeni inovatorji in tudi politike so lahko družbene inovacije. Torej, na žalost se je morala urgentno odzvati zdravstvenemu izzivu, tako da bi lahko morda za 10 minut odprli debato. Gospa Barbara iz Urada za mladino je že načela morda eno temo sodelovanja ali kolaboracija. Bi morda kaj več na to temo delila z nami gospa Barbara? Lahko si vklopite mikrofon. Lahko, hvala. Ja, tu se mi zdi, da je kar veliko odprtih vprašanj vsakič, ko gre za prevode. Ja. Sploh bi rekla na ravni konceptov že, kaj šele potem posameznih terminov. Tako da tu se mi zdi, da imamo še kar veliko možnosti za izboljšave, ali kako se reče. Se strinjam. Zdaj, rada bi morda tukajle povedala, da bi lahko debatiramo morda do 10 do 10, potem bi naredili 10-minutni odmor in ob 10 bi začeli potem z delavnico, če se strinjate. Lahko tudi date prstke gor, tam, ko smo prej probali. Najprej počistila. Potem vas pa kar povabim tudi, da date kak komentar, morda že to, govorimo o socialnih inovacijah ali o družbenih inovacijah, pa zakaj eno, zakaj drugo. Lahko se prijavite, obstaja tista rokica, ki jo dvignete, lahko se pa kar javite, če želite deliti kak komentar ali vprašanje z nami. Ja, včeraj sem gledala Studio City, recimo je bil profesor Mrak, s katerim sem se sicer lahko strinjala glede tega paketa zdaj, teh evropskih sredstev, ko se v Sloveniji zgleda res ne znamo pogovarjati, tudi kadar gre za skupno dobro, ampak se mi pa zdi, da je pa točno to, kar je bilo prej na tistem slajdu, ko ste omenili stare vrednote pa nove vrednote, ko se dobesedno zgrozil, kako ima lahko Slovenija bottom-up pripravljene stvari,
da tako pač ne gre, ne. Okay. To je recimo mene šokiralo, ne. Meni je logično, da je bottom-up, hkrati pa top-down in nekje na sredini se pač Se mora moramo, srečati, ne. tako. Tu se zelo strinjam z vami. Torej, težava ali pa izziv trenutno, ki ga recimo vidimo, je, da se ta dva pola ne srečata zadostkrat, ne. Se pravi, so bottom-up iniciative, so neki zakoni, ukrepi, strategije top-down, premalo je pa dialoga, ne, ki bi se moral zgoditi tukaj vmes. In prav tega sodelovanja, ne, ko smo omenjali nove vrednote. In seveda tega, kar je Matic prej omenil, participatorni načini, ne. Torej, ravno o tem bo verjetno govora na tej drugi seansi in upam, da bojo tudi oni snemali, da bomo vsi lahko poslušali tudi njihovo debato. Zdaj, mogoče sem jaz zgrešila kako roko, tako da, ja, gospa Pankar, kar v živo lahko vprašate morda. Ali pa komentirate. Zdravo. Mene pa predvsem zanima, vse v redu, da se pogovarjamo, kako bomo vse izboljšali, pa kaj bomo vse naredili, ampak mene zanima, kako bomo to merili. Ja, merljivost, zdaj, če govorimo za naš del trenutnih 3 dni, o merljivosti bomo govorili torej v četrtek. Vsekakor pa obstajajo načini, ne. Tako bi rekla, veste, kaj me zanima, ne? V državni upravi imamo skozi težave, kako merimo uspešnost dela, ne. To nekako nikoli ni bilo dorečeno. To je ena taka siva cona, da temu rečem. Zdaj se lotevamo enih novih zadev, ki so še bolj pač nove so, ne. In me zanima, kako na kakšen način bo to zastavljeno. A bomo enkrat prišli do enih takih, vse težko je recimo to zmeriti od 1 do 5, ne, ampak a bomo kdaj prišli do enih takih, take merljivosti, no, da jo bomo lahko kdaj umestili, če ne drugega, saj kje smo, ne, a smo dobri ali smo slabi, ali smo na dobri poti, a se izboljšujemo, a gremo naprej, no, ali smo na enem in istem mestu. Ne vem, če bo to na državni ravni se kdaj zgodilo. Jaz poznam, vem, da se nekaj na tem dela, en zelo zapleten algoritem je gospa Andreja Kodrin, tudi delala v Evropi dolgo časa, sedaj je pa nazaj v Sloveniji in vem, da na podjetjih to testira. Prav uspešnost, učinkovitost in pa seveda njen glavni, bom rekla, motiv je, da ta zadovoljstvo, ne, na delovnem mestu ali pa tudi merjenje ne samo učinkovitosti, ampak ne, a smo zadovoljni na svojem delovnem mestu, ker če smo zadovoljni, delamo verjetno bolje, ne. In to so take povezane zadeve. Tako da jaz upam, da bo njej uspelo prodreti tudi v javno upravo, če jih že ni, ampak nimam zdaj trenutno informacije, ampak to bi verjetno bil en način. Je pa za odpreti debato znotraj, verjetno je to pravi portal, ja, pač ambasadorjev, ki jim je to v interesu, da se začne o tem pogovarjati. Hvala. Hvala vam. Če smem jaz mogoče še dodati, to merjenje je pravzaprav ena kar velika tema nasploh v Sloveniji. Jaz se sicer tudi ukvarjam jaz sem kot svetovalka podjetjem pri trajnostnem upravljanju in seveda, kako meriti, kje pravzaprav si in kam bi želel priti. To je pač neka osnova strategija, ne, kje sem danes, kam želim priti in kaj na tej poti me v bistvu pelje proti tem cilju. In ta trajnostni razvoj je običajno povezan s tem konceptom 3P, ne, People, Planet, Profit, ki na nek način neko novo paradigmo prinaša, za katero upam, da bo
kmalu postala nova normalnost, zgleda, kot da se premikamo v tej smeri, da so pravzaprav kazalci merjenja znotraj teh vidikov. Torej, kaj smo pravzaprav povzročili okolju, oziroma kaj pri okolju lahko merimo, seveda pa se banka razlikuje od nekega podjetja, ki proizvaja papir, do tretjega podjetja, ki ima mogoče umazano tehnologijo, do državne uprave. Vsak si cilje pravzaprav mora zastaviti sam, ker izhaja iz neke lastne dejavnosti, zaradi katere seveda deluje na trgu. Se pravi, ne glede na to, kateri deležnik je, vsak si zastavlja v okviru teh 3P konceptov merljive dejavnike. Se pravi, eno je okoljski vidik, ampak ne samo okoljski, kaj je socialni vidik, se pravi, kako to vpliva na ljudi, zaposlene, deležnike, ki se povezujejo s podjetjem ali organizacijo ali ustanovo, pravzaprav vsi enako poslujemo. In pa seveda tudi ekonomski vidik, tudi ta stvar je pomembna, ker če nismo na tem področju uspešni, pravzaprav težko kaj ustvarimo tudi na ostalih dveh. Oziroma rečem, da je to kot nek kisik, to vsi potrebujemo, moramo biti uspešni, da lahko stvari izboljšujemo kot nek pogoj. Ampak seveda ni pa to edini kriterij, to je ta nova normalnost, da zdaj ne prezaidem preveč debato, ampak se pravi, okvir merjenja bi lahko zasnovali tudi pod 3P kot konceptom. Hvala, Simona. Gospod Ilnikar? Ja, lep pozdrav. Mene zanima po vaši oceni, v kolikšni meri se je uspelo razviti področje socialnega podjetništva v Sloveniji. Tam nekje, mislim, da v letu 2013-2014 je bil področni zakon sprejet, velike tega znanja v akademski sferi, že tam po letu 2000 se iz tujine povlekli, pa me zanima po vaši oceni, koliko je bil ta segment podjetništva izpolnjen in kako, če imate mogoče informacije, kako uspešna so ta podjetja pri svojem delovanju. Hvala. Ja, tudi to je sploh v segmentu socialne ekonomije zelo vroča tema. Seveda, ja, leta 2011 je prišel ven prvi zakon o socialnem podjetništvu, potem je bil leta 2018 malo korigiran. Leta 2006 je ravno gospa Kovač, ki naj bi nam danes predavala, bi vam tudi z veseljem odgovorila bolj podrobno na to vprašanje, veliko truda vložila v gradnjo tega ekosistema, v torej razširjanje znanja o socialnem podjetništvu, ona je govorila o družbenem podjetništvu. In od tam naprej so se podjetja odpirala, zdaj pa tu je spet, ali govorimo o podjetnikih, ki delajo nek družbeni učinek, ali govorimo o socialnih podjetjih, ki so invalidska podjetja, torej centri za aktivno zaposlovanje nekih skupin, ki so težje zaposljive. Tako da tukaj je veliko trenja že znotraj samega ekosistema, kaj je pravo torej podjetništvo z družbenim učinkom. In seveda odgovor na vaše vprašanje ni enoznačen. V teh 10 letih seveda se je zgodil razvoj, je vedno več socialnih podjetij, nekje v zadnji statistiki, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarstvo, je preko 260 registriranih, torej pod 300 takih podjetij, ki so pa uspešnost, govorite o uspešnosti, je pa spet dvorezen meč. Njihova glavni cilj je seveda družbeni učinek, hkrati pa, da preživijo na trgu, seveda morajo biti tudi ekonomsko dovolj uspešna.
Zdaj ne vem pa glede na procente, koliko se jih zapre v primerjavi z nekimi tradicionalnimi startupi ali podjetji, ne. Se pa več centrov v Sloveniji nastaja, torej je v vzponu, no. Torej podjetništvo z družbenim učinkom ali socialno podjetništvo, vsekakor. Je pa v vsakem primeru v bistvu sektor socialne ekonomije v Sloveniji podhranjen. V tem kontekstu, ker en podatek govori, da je v Evropi v povprečju med vsemi podjetji 7% podjetij socialne ekonomije, v Sloveniji je ta odstotek 2,7. Se pravi, to, kar je Tanja govorila, nekaj pod 300 podjetij, socialnih podjetij, pravzaprav tvori 2,7%. To je kar zgovorno, no? Da imamo še veliko potenciala, ki ga je vredno zapolniti, tudi eno prepoznavanje socialnega sektorja kot sektorja, ki seveda lahko predstavlja kruh mnogim takim, ki se pa danes sprašujejo ali pa iščejo neke nove priložnosti, ker zagotovo potencial pa seveda je, ne. Bomo še zadnje vprašanje pred kratkim premorom, torej doktor Begovič. Ja, lepo pozdravljeni. Veste kaj, prejle mi je neka asociacija padla, no, ko smo govorili o tej merljivosti, ne, zdaj jaz prihajam iz Ministrstva za javno upravo, pa nekako izhajam iz tega, ne, se pravi, KPI bi v bistvu pri nas veliko stvari rešila, ne, se pravi Key Performance Indicator, ne. To so neke osnovne stvari, jaz sem bila prej v gospodarstvu zaposlena in povsod se o tem že na veliko v bistvu pogovarja, oziroma to je povsod že vpeljano, no. Mi tukaj smo zelo v nekem zaostanku, je pa to neka osnovna stvar, s katero bi pač lahko zmerili marsikaj, a ne, se vemo, da se to v bistvu lahko zelo fleksibilno prilagaja. Druga zadeva, ki pa je v bistvu, ko jo jaz vidim kot veliko težavo, je to, da mi iz invencije ne pridemo v inovacijo. Se pravi, mi ostanemo na invenciji, veliko govorimo, veliko o tem raziščemo, veliko se o tem pogovarjamo, potem pa se zgodi neka sprememba, kakršnakoli pač že pride, da do tega ne, da to v bistvu pa ne preide v inovacijo, se pravi, mi ne uspemo narediti tega koraka. In te stvari ostajajo v predalih in potem se spet o tem pogovarjamo čez, ne vem, 3, 4, 5, 10 let in v bistvu zaostajamo za nekimi osnovnimi stvarmi, ki bi v bistvu morali biti že zdavnaj vpeljane, ne. Zaradi različnih sprememb, ki se dogajajo v našem okolju, no. Se pravi, od ljudi, od znanja do političnih sprememb, do vsega, kar v bistvu na nas, kar nas omejuje, ne. Nek vidik, no. Ja, hvala za komentar. Jaz mislim, da o KPI-jih bomo govorili v četrtek, ko bomo govorili o merjenju, tako da verjetno bomo videli, da čisto zadnji nismo, da se da tudi marsikaj izmeriti, je pa seveda vedno pol odvisno, kako določimo te, ne, kazalnike. Dobro, bi na tem mestu zaključili, se podali na 7-minutni odmor in potem zelo aktivna delavnica z gospo Simono Roškar, ki se je že nekajkrat oglasila. Tako da vas vabim na isti kanal čez 7 minut.